seveda je najbolj aktualno v tem trenutku pripravljanje državnega proračuna, ki nam bo krojil tudi našo usodo v prihodnjem letu. Pri tem ugotavljamo, da ima koalicija težave, kajti vsaka stranka pač zagovarja svoja stališča oziroma svoje volivce. V Novi Sloveniji menimo, da bi morala vlada pripraviti jasen koncept s točno določenimi cilji, z vizijo in tudi s točno določenimi ukrepi. Nekaj tega je sicer predstavila v strategiji, ki jo je poslala v Bruselj, žal pa te strategije skorajda ne izvaja. Zato smo vedno znova presenečeni nad novimi ukrepi, nad katerimi se razburja enkrat ena stran, enkrat eni, drugič drugi. Nikakor pa državljani nismo zadovoljni s takšnimi ad hoc ukrepi, ki predvidevajo nove davke in novo poslabšanje položaja, tako za gospodarstvo, za kmete, še posebej za podeželje. Zato v Novi Sloveniji menimo, da bi morala vlada imeti jasen koncept s točno določenimi cilji in s časovnico, dokdaj bomo kaj dosegli. Nova zadolževanja, prikrita ali novo izumljena, niso na mestu, če nimamo tudi ukrepov in jasne vizije, kdaj bomo lahko te dolgove vrnili. Tako pa vlada obremenjuje vedno nove generacije in pa ne vidimo, na kakšen način bomo mi te dolgove in kdaj lahko povrnili. Zato v Novi Sloveniji menimo, da nikakor ne bomo mogli iziti iz tega položaja, iz te krize, če ne bomo tudi izvedli drastičnih ukrepov. Drastičnih ukrepov na področju zmanjšanja javne porabe, predvsem javnega sektorja, kajti zmanjševanje za 3% v 3 letih je veliko preblag ukrep. V prvi vrsti je potrebno zaščititi slabotne. To so upokojenci, to so tisti z najnižjimi dohodki, to so tisti, ki si ne morejo sami pomagati. Medtem ko za vse ostale so potrebni drastični ukrepi, zato pa je potrebno, da bi vlada pritegnila k reševanju tudi opozicijo, tudi socialne partnerje in da bi pripravila da bi skupaj sprejeli neki družbeni konsens, da je pa zdaj država že tako daleč, da so res potrebni nujni ukrepi in to koreniti rezi v javno porabo. Po drugi strani pa imamo še vrsto možnosti, ki jih še nismo uporabili za krepitev gospodarstva. Na to nas vedno znova opozarjajo gospodarstveniki, ne samo v Sloveniji, ki pravijo, da potrebujejo kisika, pač pa tudi potencialni tuji vlagatelji oziroma lastniki podjetij, ki že delujejo v Sloveniji. Tako smo lahko včeraj slišali, da je Slovenija ima nadvse ugodno strateško lego, da imamo dobra podjetja, ki pa potrebujejo tuji kapital, da bodo lahko še naprej se razvijala in pa da bodo konkurenčna v svetovnem gospodarstvu. Prav tako tuji potencialni vlagatelji ali tujci ugotavljajo, da je slovenska delovna sila izobražena, da imamo delovne ljudi, skratka, da imamo vrsto možnosti, ki jih ne znamo izkoristiti. Zato bi morala vlada napeti vse sile, da bi zmanjšala administrativne ovire, s katerimi se vedno znova srečujejo tuji vlagatelji, in da ne bi nalagala nove davke, kajti potem s tem vlagatelje preženemo v druga okolja, kjer so zanje razmere bolj ugodne. Kot sem prej dejala, imamo vrsto dejavnikov, zaradi katerih je Slovenija privlačna za tuje vlagatelje, vendar z nespretnimi ukrepi, z onemogočanjem delovanja podjetnikov, pa nažalost takšne morebitne vlagatelje odganjamo. Časa nimamo več veliko, tudi spet smo prebrali, da
Na lestvici ekonomske svobode je Slovenija padla za 5 mest, zadnjič na lestvici konkurenčnosti za 6 mest. Skratka, vse to so neka glasna opozorila, da ne delujemo v pravi smeri, da moramo narediti drugačne poteze. Tudi ob našem srečevanju stranke Nove Slovenije na terenu vedno znova slišimo za iste probleme, ki se jih še nismo lotili in da bi izkoristili te potenciale, ki ne predstavljajo nujno denarja, ampak samo različne ukrepe. Torej, Sloveniji ne zadostuje več zdravljenje z aspirini, ampak potrebna je operacija strokovnjakov za strokovne odločitve. Če je gospodarstvo dejalo, da potrebuje kisika, potem lahko rečemo, da bo tudi operacija uspela in bo bolnik ozdravljen. Sicer pa gremo v neko dolgotrajno hiranje in ne vidimo izhoda iz te krize. Včeraj sem se srečala z vodstvom Združenja društev upokojencev. Upokojenci seveda nasprotujejo temu, da bi vlada vzela dodatek pokojninam, tistim najnižjim, ki sedaj znašajo 622 evrov. Temu se pridružuje tudi Nova Slovenija. Kajti ti upokojenci, velikokrat gre tudi za vdove, ženske, samske, so že tako na robu revščine in jim pač ta dodatek za rekreacijo pomeni, da lahko kupijo drva ali olje za ogrevanje, da lahko kupijo tisto, kar si sicer s pokojnino ne morejo privoščiti. Zato še enkrat poudarjam, potrebni so koreniti rezi na področju javne porabe, ki je pač ne zmoremo več financirati, in pa jasno zastavljena časovnica, kdaj nas bodo takšni ukrepi vendarle pripeljali iz krize. In zato doseči širši družbeni konsenz tudi s pomočjo opozicije in pa širše javnosti.